Pozdravljeni. Z mano je danes prevajalec Štefan Vever. Navdušeni smo namreč, da smo pri KUD Sodobnost International dočakali prevod novega dela Evgena Rugeja, Včasih pojemajoče svetlobe. Naslovnico za roman je izdelal Peter Ferlan, mlad umetnik, ki za našo zbirko Horizont prispeva ilustracije za naslovnico že kar nekaj časa. Štefan Vever je prevajalec, prejemnik številnih nagrad za prevajalsko delo. Med drugim je prejel avstrijsko državno nagrado za prevode avstrijske književnosti, Sovretovo nagrado, nagrado Fabijana Hafnerja za najboljši prevod. In navdušeni smo, da lahko sodelujemo s takim prevajalcem ob takih delih. Gospod Štefan, Rugejevega romana se je kmalu po izidu prijel zelo laskav naziv. Nam lahko nekaj poveste o tem? Ja, v Rugejevem romanu, ki je bil leta 2011 izbran za nemški roman leta, je bil označen za pravzaprav nove Buddenbrookove, se pravi za neke vrste za repliko romana Thomasa Manna. In seveda zdaj, a si to ime zasluži, ali je ta oznaka nekoliko pretirana, to bi rekel, da je diskutabilno. Je pa ena velika paralela med obema romanoma, ki se kaže v tem, da gre v obeh romanih za intenziven prikaz več generacij konkretne družine. In s to razliko bom rekel, da je Thomas Mann pravzaprav zelo realistično in detaljirano prikazal zgodbo več generacij, se pravi kot če bi v prispodobi se izrazil realistični detaljirani slikar, medtem ko pa je Ruge tukaj nastopil bolj kot, bi rekel, nek impresionist, izvrsten impresionist, ki mu je uspelo z nekaj potezami v različnih časovnih obdobjih svojih protagonistov prikazati njihova ključna dejstva in jih na ta način izjemno dobro portretirati. Se pravi, tu ne potrebujemo tega detaljiranega, natančnega slikanja, ki ga je premogel še Thomas Mann, zadošča neki potez, in če so prave poteze, in pri Rugeju so te poteze ves čas prave, dobimo to sjajno fresko dobe, pred katero teče, pravzaprav se pred našimi očmi odvija karakterizacija, pa ne kakršnakoli karakterizacija, temveč zelo poglobljena karakterizacija enih 7-8 protagonistov. Roman ima tako rekoč matematično zgradbo. 20 poglavij, ki so razporejena na specifičen način. Ja, res je. Ruge je po svoji osnovni stroki matematik, ki je v Berlinu delal na Fizikalnem inštitutu pri Akademiji znanosti in je potem 86. leta emigriral na Zahod. V bistvu je v romanu, se pravi, avtor je imel v romanu svoj alter ego v osebi Aleksandra. In njegov oče je pa zelo znan nemški zgodovinar, vzhodnonemški zgodovinar Wolfgang Ruge, ki je doživel natanko isto usodo, kot jo v romanu doživlja Aleksandrov oče Kurt. Namreč leta 1933 je kot komunist zbežal pred Hitlerjem v Sovjetsko zvezo, leta 1941 so ga zaradi neke nepremišljenega stavka v nekem pismu, ki jih je seveda NKVD prebirala, so ga aretirali in poslali najprej v
težko dolgo ječo, potem pa še v večno pregnanstvo, tako da se šele leta 1956 vrnil v Nemčijo, potem ko je po Stalinovi smrti nastopila doba Hruščova. In to je tudi zelo natančno popisano v romanu. No, potem so še druge osebe, ki jih zdaj v tem pogovoru ne morem dovolj vseh po vrsti natančno opisati. Vsaka po svoje zelo zanimiva in vsaka prispeva k temu portretu družine. Roman je pa roman 4 generacij, tako da veliko od začenši z patriarhom družine Wilhelmom in njegovo ženo Charlotte in do konca, konča se pa z pravnukom Markusom, ki je potem tudi en izmed znamenitih pričujočih na tem rojstnem dnevu, ki je predstavljen v 6 poglavjih. Ja, matematična zgradba je pa matematična v tem smislu, da je zgrajen, kot ste že rekli, roman iz 20 poglavij, da je 6 poglavij posvečenih rojstnemu dnevu, ki je orisan z perspektive 6 navzočih na rojstnem dnevu, seveda rojstnem dnevu 90-letnega patriarha Wilhelma. In potem še 6 poglavij je pa kronološko popeljanih skozi čas od leta, mislim, da 53 pa do leta 2001. Roman je torej v veliki meri avtobiografski. Koliko pa je? Ja, vsekakor. Ali ste med prevajanjem tudi raziskovali, v kolikšni meri gre za avtobiografske podatke in kje se avtobiografija konča in začne fikcija? Ali je bilo to vprašanje pravzaprav nepomembno za prevajalski proces? Ja, kot ste rekli, to se mi ni zdelo pomembno, oziroma če bi se lotil raziskovanja tega, bi to ne bi pri samem prevodu veliko prineslo, mogoče bi zadostilo moji radovednosti, ampak za sam prevod pa ne bi bilo potrebno in se pač tega nisem lotil. Kar pa zadeva avtentičnost oziroma biografskost, bi pa rekel, da je zelo veliko stvari dejansko vzetih iz resničnega življenja. Pravzaprav se tu ujemajo skoraj vse letnice in tudi potek življenja. Seveda je pa tudi kar veliko domišljije vmes, brez tega pa tudi ne bi šlo. Kaj je bil pri prevajanju tega romana največji izziv? Morda kakšne besedne igre, ki se tu in tam pojavijo, na primer Kurtova žena Irina je iz Rusije priseljena poduralka, da tako rečem, in se težko nauči nemško, ampak nauči se do določene mere, govori pa nekakšno rusko nemščino, ki je tu in tam v romanu karikirana, tu in tam se Kurt zaradi tega tudi malo posmehuje in nekako izpelje ta odmik od bi rekel, literarne slovenščine v neko, bi rekel, popačenost, ki bo hkrati verjetna, prepričljiva in bo zvenela slovansko, če že ne rusko. No, to je bil recimo en izmed zanimivejših izzivov. Izziv je bil v nekem smislu tudi v tem, da so poglavja pisana v preteklem času in da, ker veliko referirajo na druga obdobja, zlasti v preteklost, bi pravzaprav bilo treba v ta tekst vpeljati znameniti slovenski predpreteklik, ki pa zveni zelo arhaično. No in potem se mi je zazdelo, da bi to dvojnost v časih lažje razrešil na ta način, da bi dogajanje, ki potekajo v konkretnih časovnih točkah, postavil v sedanjik in jih potem na ta način razmejil od preteklika, s tem pa pravzaprav jih tudi veliko bolj razumljivo predstavil bralcem. Ne bi bilo treba delati sile jeziku s tem predpreteklikom, pa tudi, rekel, ne samo jeziku, ampak tudi občutenju jezika kot takega. Se mi zdi, da bi jezik
poln predpretekli, bralci razumeli kot neko antikvarnost, ki bi jih bolj odvračala kot privlačila. In mislim, da na ta način ta zgradba sedanjika, v katerem pa seveda variirata obe dve dovršna in nedovršna oblika in tudi po svoje govorita, z preteklikom, da kar dobro deluje v tej prevodni varianti. Ja, no, to dvoje bi posebej izpostavil, sicer pa še to gostoto pisave, ki je bilo treba slediti na ta način, da je bilo treba zelo paziti, da je bila vsa redundanca, ki se pač pri prevajanju sama od sebe poraja, sproti odpravljena in da bi, če bi vsa ostala noter, če se to ne bi dogajalo, če se temu ne bi posvečal, se mi zdi, da bi bile določene misli, določene poante teže razumljive, kot pa so na ta način. Ja. Prej ste omenili, da se pravzaprav ponovi v 6 poglavjih, oziroma 6 poglavij se dogaja vsakič znova na rojstni dan patriarha družine, ne? In tukaj je pravzaprav se pri tem ponuja taka zelo kompleksna situacija, ki je na nek način vsakič znova je to enak ritual, ne? Hkrati je pa vedno pač neka nadgradnja prejšnjega oziroma poglobitev, kako bi rekla, poglobitev slikanja teh oseb, ki jih skozi čas vse bolj spoznavamo, ne? In slikanja njihovih medosebnih odnosov, ne? Kako ste pa recimo, kateri od likov je pa vam, da tako rečem, najbolj zlezel pod kožo oziroma vas je najbolj fasciniral ali najbolj prevajalsko zaposloval? Ja, tu moram pa pravzaprav reči, da en malo bolj obroben lik, in to pa je Nadežda Ivanova, mati od Irine, ki deluje v tem berlinskem okolju zelo nenavadno, zelo posrečeno, seveda tudi precej odtujeno od tega okolja, ki ni pisano na kožo. Nenazadnje prihaja iz Slave, iz ruskega mesteca pod Uralom, kjer pravzaprav iz nekega civilizacijsko rečeno zelo zaostalega okolja. Je pa seveda zelo srčna dama, ki zelo čuti z drugimi ljudmi in tako da pravzaprav jo kot bralec ti zleze v srce. Hkrati pa ohranja to humornost, ki je sicer tudi ena od mogoče preskočenih značilnosti tega romana. Humornost, ki spremlja pravzaprav vse osebe na nek blag, tudi ironičen način. Recimo Nadežda pride v Berlin oziroma v predmestno berlinsko okolje živeti in pričakuje, da če se bo zelo seznanila z nemškimi črkami, če se bo na pamet naučila vso nemško abecedo, da bo vendarle potem tudi znala nekaj nemščine. In ko po vsem tem strašnem trudu, ki ga vloži v seznanjanje z nemško abecedo, ugotovi, da še ne zna nič nemško, potem šele opusti vso prizadevanje, da bi se kdaj v življenju naučila kaj nemščine. To je tako na nek zelo posrečen način prikazano. Bom rekel, če smo zdaj že pri teh humornih detajlih, drug element je njena argumentacija oziroma njena pritožba, zakaj so morali televizijo, ki jo ona gleda, kupiti v Berlinu. In ko ji rečejo, zakaj pa ne v Berlinu, pa pravi, se bi jo vendar lahko v Moskvi, pa rečejo, zakaj pa v Moskvi, se vendar tam slabša izbira in tako naprej, pa reče, ja, pa če bi jo pa kupili v Moskvi, bi pa televizija govorila po rusko. Ne, tako, v tem smislu je dosti humorna in zanimiva oseba. Ja, morda bi se vrnila še enkrat oziroma omenili ste, da Ruge zelo odločno in jasno slika z nekimi minimalnimi potezami pravzaprav te svoje like in zgodbe, ne? In fascinantno je pravzaprav to, kako določeno življenjsko usodo lahko predstavi v nekaj povedih, ne? Recimo bežanje proti zahodu,
navsezadnje to bivanje Kurta v zaporih in V taborišču, ja. v taborišču. In naprimer to, kakšno simbolno funkcijo naprimer dobijo šahovske figure, ki mu jih izdela svoj jetnik, ne? Ja, Ki jih ja. nazadnje, ne, je to edina stvar, ki tako rekoč ostane od te predmetne zapuščine in ima neko veliko simbolno vrednost, tudi na drugem koncu sveta, ne? Ja, ja. In simbolna vrednost tega šaha je tudi v tem, da tle si stojita nasproti, v bistvu se konfrontirata nekakšen leninizem, ne, ali pa morda niti ne več leninizem, ampak rekel, socializem s človeškim obrazom, ki ga zastopa Kurt, in sin Aleksander, avtorjev alter ego, ki pravzaprav skuša očetu dopovedati, da je tak socializem presežen in da je povzročil preveč gorja, da bi ga še kazalo resno jemati. No, in to spopad, ja, kot ste dobro povedali, na šahovskem polju je pravzaprav utelešenje tega ideološkega spopada, ki je danes še kako aktualen. Res je. Še eno vprašanje imam. Roman je precej obsežen, kar seveda zahteva tudi zelo obsežen prevajalski angažma. Približno koliko časa ste ga prevajali? Ta roman sem pa prevajal kar celo leto. Ni pa tako zelo obsežen, morda glede na to, če primerjam s sporočilom, ki ga prinaša, in se mi zdi skoraj en mali čudež, da je toliko sporočila, pa toliko, bom rekel, literarne lepote mogoče položiti na 440 ali 450 strani, kolikor pač obsega ta tekst. Pa je besedilo po tako dolgem času, kot človek toliko časa živi z njim, težko dati iz rok? Ne, iz rok ga ni težko dati, ker je pač to ena faza, kateri itak stremiš ves čas, ko delaš, in je samoumevna. Je pa važno, da roman potem še kar nekaj časa živi v tebi. Še zdajle, recimo, se dostikrat spomnim na določene momente, detajle, in je to nek košček življenja, tudi mojega, ob tem romanu, ki je zaradi tega romana bilo drugačno, kot bi bilo sicer. Se pravi, da mi ga je, da tako rečem, polepšal in osmislil po svoje. Hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam za vprašanja, z veseljem.